preteklih mesecih je država sprejela ukrep, ki naj bi pomagal socialno šibkim pri njihovih dolgovih. Gre za enkratni odpis dolga. Na drugi strani pa poznamo osebni stečaj, v okviru katerega je prav tako govora o odpustu dolga. Poraja se torej vprašanje, ali gre za isto zadevo in če ne, kakšna je pravzaprav razlika. Odgovore na naša vprašanja ima Miran Vrbanič, svetovalec iz Zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, da vas kar na začetku vprašam, ali gre za isto zadevo? Podobnost je tukaj zgolj v poimenovanju, vsebinsko pa ne. Smo pa pri pravnem svetovanju ugotovili, da ljudje ta pravna instituta radi zamenjujejo. Kakšna je pa potem razlika? Razlike so številne. Tukaj je zakonodajalec potegnil ločnico. Recimo za enkratni odpust dolga niso upravičene osebe, ki so že v osebnem stečaju. Na drugi strani pa je odpust dolgov oziroma obveznosti namenjen prav za osebe, ki pa so v osebnem stečaju. Enkratni odpust dolga recimo se je začel veljati 3. avgusta 2015 in ga bo mogoče koristiti do 31. oktobra 2015, torej rok se tukaj izteka. Pri odpustu dolgov oziroma obveznosti v osebnem stečaju pa se to lahko zgodi šele po določenem preizkusnem obdobju, ki pa lahko traja vse od 2 do 5 let. Torej, upravičenci niso enaki, če prav razumemo. Tako je, niso. Upravičenci do enkratnega odpusta dolga so tiste osebe, ki so od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015, torej prvih 6 mesecev letošnjega leta, bili prejemniki ali denarne socialne pomoči, ali varstvenega, ali veteranskega dodatka, ali otroškega dodatka za prvi ali drugi dohodkovni razred, oziroma otroškega dodatka tretjega dohodkovnega razreda, vkolikor so istočasno bili prejemniki dodatka za nego otrok oziroma dodatka za veliko družino. Ali je možno kje preveriti, kdo je upravičen do enkratnega odpisa dolga? Možno je preveriti na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ustvarili so prav aplikacijo v ta namen, kjer lahko vsaka fizična oseba preveri, ali je upravičenca. Kateri dolgovi pa se upoštevajo za odpis? Tudi tukaj je razlika. Vkolikor gre za enkratni odpust dolga, so to dolgovi, ki so nastali do 30. decembra 2013 in so upniki teh dolgov prav tako podpisniki sporazuma o enkratnem odpisu dolga. Zdaj, ti upniki oziroma število upnikov se stalno povečuje, saj je tudi možen naknadni pristop k sporazumu. Na drugi strani pa pri osebnem stečaju pride do odpusta obveznosti šele, če stečajni dolžnik da predlog za takšen odpust in pa je možnost za tiste dolgove, ki so nastali do začetka osebnega stečaja. Prav. Najlepša hvala vam za te informacije. Prosim.